800–900 pripadniki stalne sestave. Opravljamo različne dopolnilne naloge v civilni zaščiti, kar je oskrba teh zbirnih centrov s prehrano, delitev te prehrane. Potem podpiramo slovensko policijo pri dejavnostih, ko se pojavijo migrantski tokovi, ko pridejo migrantje v Slovenijo, torej pri usmerjanju, pri zagotavljanju varnosti, najprej slovenskim državljankam in državljanom in potem tudi seveda migrantom, ki gredo skozi Slovenijo. Znano je, da je vlada sprejela tudi 37.a člen zakona o obrambi, ki govori, da se lahko Slovenska vojska vključuje tudi v naloge, ki zahtevajo posebna pooblastila. To so naloge podobne policijskim in imamo tam 4 naloge, ki jih skladno s 37.a členom lahko izvajamo s pooblastili. Poznano je, da je potem se z Radiem Študentom, na pobudo Radio Študent sprožila ustavna presoja tega, vendar je ustavno sodišče to ustavno presojo zavrnilo, oziroma ni presoje zavrnilo, ampak obravnavo zavrnilo in je tudi v veljavi 37.a člen, torej takrat, kadar bi razmere v Sloveniji to zahtevale, bi lahko Ministrstvo za notranje zadeve na predlog ministrice oziroma Ministrstva za notranje zadeve, vlada tudi vojski, seveda po predhodnem soglasju Državnega zbora, dodelila te posebne naloge skladno s 37.a členom. V zadnjem mesecu smo tudi zelo dejavni pri aktivnostih v povezavi s postavitvijo začasnih tehničnih ovir. Tukaj je naloga vojske izključno, da izvaja postavitev začasnih tehničnih ovir. Samo prostor, kje bodo te ovire stale, je pa v odgovornosti in pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Torej, če bolj ponazorim, kako to zgleda, ko pridemo na teren zjutraj, mi en dan naprej ne vemo, kje bo delovišče drugega dne, naslednjega dne. Zjutraj preko Generalne policijske uprave dobimo obvestilo, nalogo, kje bo delovišče tega dne. Tam se pojavijo predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, zmarkirajo točke, kjer bodo stali stebrički, vojska te stebričke postavi, vojska raztegne mrežo in opravi vsa ta opravila v povezavi s postavitvijo začasnih tehničnih ovir. Tako da ne bi bilo mogoče prišlo do kakšnih napačnih predstavitev. Vojska ne postavlja ograje, vojska se izvaja samo fizično postavitev ograje. Ograje oziroma začasne tehnične ovire postavlja Ministrstvo za notranje zadeve in Republika Slovenija, ker je že bilo kar nekaj interpretacij takih, ki so nas potem mogoče malo zmedle. Samo zato sem to želel poudariti. No, in ker so te naloge v povezavi z migrantskimi razmerami v Sloveniji res precej aktivne in bodo trajale še po ocenah Ministrstva za notranje zadeve oziroma Vlade Republike Slovenije še dalj časa, je načelnik Generalštaba sprejel odločitev, da zaradi povečanega dalj časa trajajočih nalog stalne sestave vpokliče na opravljanje vojaške službe v miru tudi pogodbene rezerviste Slovenske vojske oziroma naše pogodbenike. Podlage za to ima v zakonu o obrambi, v zakonu o vojaški dolžnosti in nenazadnje je pravna podlaga v pogodbah, ki so jo posamezni pogodbeniki sklenili z Ministrstvom za obrambo oziroma s Slovensko vojsko ob podpisu pogodbe, da bodo postali pogodbeni pripadniki Slovenske vojske. Torej, v 4. členu je ta možnost opravljanja vojaške službe v miru v Sloveniji ali izven Slovenije bila dogovorjena, če govorimo, da je pogodba dvostranski akt. Zaradi tega, kot sem navedel prej, zaradi povečanega dalj časa trajajočih nalog, se je načelnik odločil, da je njegova naloga, da zagotovi vzdržnost pripadnikov stalne sestave za opravljanje nalog na daljši rok. Kajti, če smo prej ugotavljali, oziroma sem ugotovil, podal informacijo, da je bilo dnevno angažiranih nekje okrog 900 pripadnikov stalne sestave pri podpori državnim organom v povezavi z migrantskimi razmerami.
da imamo na različnih mednarodnih operacijah in misijah okrog 400 pripadnikov stalne sestave, ki rotirajo na 6 mesecev. In če hočemo zagotoviti 6-mesečno rotacijo, moramo imeti na voljo okrog 1500 pripadnikov stalne sestave, kajti skupina je na misiji, druga skupina se pripravlja, tretja skupina je na različnih vrstah usposabljanj za naslednje rotacije in tudi na počitku. Takšen je pač operativni cikl za eno misijo. Če temu prištejemo še različne dejavnosti, ki jih izvajamo v vojašnicah, to je podpora teh migrantskim razmeram. Skuhali smo tudi svoje dneve, mislim, da okrog 25.000 obrokov hrane, jih odpeljali na teren, razdelili. Potem različne prevoze zagotavljali po terenu. To je bilo zelo veliko število obremenitev stalne sestave. Ob tem, da moramo izvajati različne dejavnosti po vojašnicah, to je varovanje, lastno varovanje objektov, usposabljanja nismo zanemarili, vse vaje, ki smo jih imeli načrtovanje do konca leta, smo jih izvedli. Potem mednarodna, različna bilateralne in večstranska sodelovanja, to so vaje, ki smo jih imeli dogovorene, vse smo izvajali v letošnjem letu. Torej, zaradi migrantskih razmer tempo različnih dejavnosti v Slovenski vojski ni padel. Čisto iz preprostega razloga. Vojska mora obdržati še naprej bojni karakter pa lahko zagotavljamo izključno z visoko stopnjo usposobljenosti. No in vsega tega naštetega je bila potem sprejeta odločitev, da vpokličemo na opravljanje vojaške službe v miru 200 za popolnitev formacijskih mest 200 pripadnikov pogodbene rezerve. Ocenili smo, da če hočemo popolniti 200 mest, moramo vpoklicati neko večje število, zato smo vpoklice izdali 300 pripadnikom za usposabljanje. Najprej izvajamo usposabljanje, ki smo ga pričeli s 16. decembrom in traje do 24. decembra. Govorimo o usposabljanju za izvajanje prihodnjih nalog, ki jih bodo začeli opravljati s 4. januarjem. Opravljali pa bodo predvsem naloge, kasneje bo tudi načelnik štaba 72. brigade povedal, katere naloge bodo pripadniki 72. brigade in tako bo tudi drugje. Torej, težišče dela je na varovanju objektov, na zagotavljanju logistične podpore in drugih vojašničnih opravil v prvi fazi. V drugi fazi, če bodo pa migrantske razmere tudi še naprej zahtevali, da se vključujejo posamezni specialisti tudi pri različnih drugih nalogah, bomo pa tudi morda v mesecu februarju ali pa marcu angažirali tudi na teh nalogah, ampak v prvi fazi to ni predvideno. Torej, imamo na usposabljanju pripadnike pogodbene rezerve, ki jih bomo usposabljali do 24. decembra. V tem času jim bomo uročili pozive na vpoklic za opravljanje vojaške službe v miru, vročili jim bomo sklepe, v katerih bo definiran čas opravljanja vojaške službe v miru in vse obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Torej, poudariti moram, da to niso pripadniki stalne sestave, ampak dopolnjujejo stalno sestavo. Še naprej imajo status pogodbenika, vendar imajo vse pravice, kot jih imajo pripadniki stalne sestave, vse pravice in odgovornosti, kar je povezano z delovno-pravno zakonodajo, kar pomeni naprej, da bodo v času opravljanja vojaške službe dobivali plačo, kot jo dobivajo naši pripadniki glede na formacijsko dolžnost. Torej, če je na formacijski dolžnosti častnika častniško plačo, ranga, odvisno kakšen čin ima in kakšno ima formacijsko dolžnost, počastniki, počastniške, vojaki, vojaške. V tem času bodo zavarovani tako kot vsi zaposleni, pripadalo jim bo sorazmerni delež dopusta, sorazmerni delež regresa in vse pravice iz dela, kot pripadajo vsem pripadnikom stalne sestave. Po tem času se bodo vrnili nazaj k svojim delodajalcem in nadaljevali z opravljanjem njihove službe pri delodajalcih. Kajti zakon o vojaški dolžnosti govori, da je delodajalec dolžan v času opravljanja vojaške službe v miru pogodbeniku ohraniti delovno razmerje, torej pomeni, da mu mora status zaposlenega pri delodajalcu mirovati.
gre za suspens pogodbe v tem času, kar pomeni mirovanje pravic iz dela pri delodajalcev. Pogodbeniki bodo pri nas sklenili, bodo s sklepom določeni za opravljanje vojaške službe v miru za čas od 2 do 7 mesecev. 2 meseca je tisti minimalni čas, kajti ocenili smo, da je potrebno ga usposobiti za upravljanje nalog in da nekaj časa le je čas potreben, da izvedejo vse te priprave, da začnejo upravljati naloge in da vsaj 2 meseca upravljajo naloge. Če bo to 2 meseca ali bo to 3 mesece, je odvisno od individualne obravnave posameznika. Torej, zagotovo je naloga poveljnikov vseh ravni in služb, predvsem kadrovske službe, da upošteva individualne potrebe posameznika, ki so povezane predvsem z njegovimi razmerami, kar se tiče delovnega razmerja pri delodajalcu. Zavedamo se, da je dalj časa trajajoča odsotnost od delodajalca lahko problem. Zaradi tega smo sprejeli odločitev, da bo to minimalno 2 meseca, lahko pa bo tudi od 2 do 4 mesecev za zaposlene. Odvisno torej od njegove pripravljenosti in njegovih zmožnosti v povezavi z delodajalcem. Brezposelne osebe oziroma brezposelni pripadniki pogodbene rezerve, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo za opravljanje vojaške službe in bodo dobili sklep za opravljanje vojaške službe v miru, bodo lahko opravljali vojaško službo do 7 mesecev. To je ena od priložnosti, ki jih ponujamo brezposelnim, torej da premostijo ta čas 7-mesečne brezposelnosti tudi v Slovenski vojski. In tukaj nam zakon daje možnosti, da ni potrebno, da upoštevamo tako striktne pogoje za opravljanje vojaške službe, kot so to pogoji za stalno sestavo. Smo rekli, starost do 25 let in vse ostalo. Predvsem ta pogoj starosti ni tako pomemben za pogodbene pripadnike, torej če ima pogodbo sklenjeno, ne glede na njegovo starost, bo lahko opravljal vojaško službo za čas do 7 mesecev. V tem času bo dobival plačo normalno, tekla bo mu delovna doba, tekle bomo vse pravice iz dela skladno z delovno-pravno zakonodajo. Torej tukaj tudi želimo na nek način to brezposelnost v Sloveniji premostiti z določenim številom možnosti pogodbenim rezervistom. To je ena od priložnosti, ki jo želimo tudi v prihodnje uveljaviti kot tisti mehanizem za dopolnjevanje Slovenske vojske, ki nam zdaj trenutno malo v zadnjih letih popustil. Torej, interesa za zaposlitev v Slovenski vojski je še vedno primernega, vendar je pa kadrovski bazen za ustrezne kandidate v Sloveniji vedno bolj šibek. Torej, populacije ni toliko, kot je bilo v preteklih letih in s težavo dopolnjujemo stalno sestavo do številke, ki je določena s kadrovskim načrtom, to pa je za leto 2015 bilo 7254. Mi smo letos ob določenih dodatnih naporih prvič v zadnjih 4 letih uspeli število prihodov, število novih zaposlitev približati številom odhodov iz Slovenske vojske. Tako da je iz Slovenske vojske v letošnjem letu skupaj, to je upokojitev, različni drugi vzroki odhoda in odhodi na lastno željo posameznika, odšlo iz Slovenske vojske okrog 300 pripadnikov stalne sestave, od tega jih je okrog 180 takih, ki so na svojo željo prekinili pogodbo o zaposlitvi. Zaposlili smo jih pa že letos nekje okrog 220 in do konca leta jih še bomo zaposlili nekje 60 oziroma so v zaposlitvenih postopkih. Tako da smo prvič letos na nek način uspeli ta trend padanja števila zaposlitev dvigniti. Vendar še vedno je prihoda manj, kot je določeno s kadrovskim načrtom in s tem, ko želimo PPRS-jevce, torej pogodbene rezerviste, v tem obdobju 7 mesecev zaposlovati na poklicu vojaške službe v miru, tudi računamo na to, da bomo zagotovili določeno število pripadnikov stalne sestave, ki je res zdaj v teh časih potrebno za upravljanje vseh nalog, ki jih imamo v Slovenski vojski. Na začetku sem naštel to množico nalog, ki jih imamo in kot veste, v preteklih letih se je Slovenska vojska
od 8500 zmanjšala na 7600 po vseh teh načrtih, ki jih so bili določeni z različnimi srednjeročnimi obrambnimi programi in resolucijami in še čem. In zdaj smo prišli res v točko, kjer pa nižje skoraj ne gre. In je 7600 še vedno po vseh programih tisto število, ki bi nas moralo biti, ali pa bi nas lahko bilo, vendar je skladno s tem ZUJF-om in različnimi ukrepi vlade v preteklih letih kadrovski načrt za vojsko bil določen tudi nižji, kot je v srednjeročnih obrambnih programih in trenutno znaša 7254. In če hočemo opraviti vse naloge in da vzdržimo na dalj časa trajajočih obveznostih, smo se odločili za poklic pogodbene rezerve na opravljanje vojaške službe. Res gre za prvi poklic, to je tudi za nas novost, takšne naloge še do sedaj nismo izvedli, to je tudi naloga, iz katere bomo lahko potegnili določene zaključke in potem morda predlagali lahko tudi kakšne dopolnitve določenih predpisov, kajti eden od mankov predpisov je dejansko, da pogodbenemu pripadniku v času opravljanja vojaške službe v miru pripada vojaška plača, ne glede na plačo, ki je imel kot stalno zaposleni, ki je v podjetju. Tu imamo največ pripomb pogodbenikov, vendar na nek način, ko je bila sklenjena pogodba med pogodbenikom in institucijo, torej vojsko in ministrstvom, tam so bile tudi določene obveznosti nas kot Slovenske vojske in posameznika kot pogodbenika. V času pogodbe prejema tudi nagrade za pripravljenost za sodelovanje Slovensko vojsko kot pogodbeni pripadnik Slovenske vojske. Neto nagrada v letu znaša za vojaka nekje okrog 2000 evrov, to je letna nagrada. Tukaj so prešteti tudi dnevi, ko se udeleži usposabljanja, kajti takrat dobi še tudi določen denar za povračilo stroškov in prihoda na usposabljanje. Torej, nekje okrog 2000 je letno, okrog 2200 je za podčasnika in okrog 2300 je za častnika. To je tudi en del, ki jo prejema v času opravljanja pogodbene rezerve, trajanja pogodbe. Seveda zdaj pogodbenik, ker je pač pogodba sklenjena dvostransko, ima možnost prekiniti pogodbo v primeru, da se odloči, da ne bo pristopil k pogodbenemu opravljanju oziroma k opravljanju vojaške službe v miru. V tem primeru, če gre za enostransko prekinitev pogodbe, je predvideno, da mora v primeru, da prekine pogodbo, povrniti stroške nagrade zadnjega leta in sorazmerni delež stroškov usposabljanja, ki smo ga pač v preteklih letih imeli z usposabljanjem posameznika. Samo da navedem, da znašajo stroški temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja, ki se ga mora udeležiti vsak, ki sklene pogodbo, da bo pogodbenik z nami in ni odslužil vojaškega roka, zdaj v zadnjem letu teh ni več, ki bi bili služili vojaški rok, v preteklih letih je to bilo, zdaj ni. Torej, če se državljan odloči, da bo postal pogodbenik, znašajo stroški 73-dnevnega usposabljanja, znašajo stroški okrog 1366 evrov. To je v vsakem primeru dolžan vrniti, ampak sorazmerni del stroškov glede na že oddelan čas pogodbe. Torej, če je pogodba že bila 4 leta predtem odslužena, potem mu je stalo mogoče samo 2 leti in tako se preračuna ta sorazmerni delež stroškov. S tem pa, da pa nagrado, ki pa je prejel v zadnjem letu, pa mora povrniti v celoti, v neto znesko, tako kot je tudi prejel. Tako da ni to neka statična zadeva. Mi razumemo, da imajo posamezniki lahko zadržke, kar se tiče delodajalcev, vendar Slovenska vojska dopolnjuje vrste, kot sem dejal na začetku, stalno sestavljanje s pogodbeno rezervo in to je naša obveznost, da zagotavljamo izvajanje vseh nalog, ki so nam z različnimi predpisi dodeljene.
Jaz mislim, da sem zdaj povedal skoraj čisto vse, kar se tiče upravnega, administrativnega, poklicnega dela za odločitev o vpoklicu na PPRS. V nadaljevanju bosta moja kolega, podpolkovnik Marjan Sirk, načelnik štaba 72. brigade na moji levi in na moji desni stotnik Gorazd Sagadin, ki je odgovoren za usposabljanje v tem času zdaj za pogodbene rezerviste, predstavlja svoj del in sicer podpolkovnik Sirk, kako so izvedli poklic v 72. brigadi in potem kasneje stotnik, kako poteka usposabljanje, kakšen je program usposabljanja, kaj bomo naredili vseh teh 7 dneh, ko bomo izvajali usposabljanje v vojašnici. Moram vam še pojasniti, da usposabljanje poteka na 3 lokacijah in sicer za pripadnike pogodbene rezerve 72. brigade tukaj v vojašnici generala Majstra, za pripadnike pogodbene rezerve iz 1. brigade, ki ima sedež v Ljubljani, poteka usposabljanje na Bohinjski Beli in za pripadnike logistične brigade, ki ima sedež v Kranju, poteka usposabljanje v Postojni. To je samo zdaj teh 5 oziroma 7-dnevno usposabljanje, kasneje pa bodo opravljali vojaško službo v miru na lokacijah, mirnodobnih lokacijah enot, v katere so vpoklicani. Za 72. brigado bo to predstavil podpolkovnik. Izvoli. Hvala. Je v redu? Tega? Bo v redu? Tega? Bo v redu? Užer. Podpolkovnik, izvoli. Pa hvala lepa. Torej, 72. brigada Slovenske vojske ima pripravljene načrte in sezname za vpoklic pripadnikov pogodbene rezervne sestave. Ob odločitvi, da je vpoklic izvedemo, smo opravili analizo kadra, ki domnevamo, da ga bomo potrebovali pri dopolnjevanju stalne sestave. Odločili smo se po kriteriju enot, specialnostih in pa po upravnih enotah, kjer so pripadniki doma. Torej, izvedli smo vpoklic pehotnih enot, artilerijskih in pa inženirskih enot. Pripadniki so se odzvali in v skladu z njihovimi specialnosti imamo tudi pripravljene načrte za njihovo dousposabljanje za konkretne naloge, ki jih bodo opravljali. V skladu z ukazom načelnika generalštaba so to naloge varovanja objektov, prijavno-nadzorne službe in pa logistično-podporne naloge. Poklic izvedemo skupaj z upravnimi enotami, se pravi s civilnim delom Ministrstva za obrambo. Stvar je potekala v skladu z načrti in realizacija je bila, kot smo jo pripravili. Tako, zdaj posebnosti teh dni nekih ni še zdaj na usposabljanju, ne? Ne, pripadniki so na usposabljanju, kot smo rekli, od 16. do 24.12. Namen tega usposabljanja je, da jih dousposobimo, se pravi, to so pripadniki, ki so določen nivo usposobljenosti že dosegli, usposabljamo pa jih po programu, ki smo jih pripravili ravno za naloge, za katere načrtujemo, da jih bomo uporabili. Super, hvala. Zdaj bomo pa dali še malo besedo stotniku. On nam bo povedal, kako izgleda tak delovni dan na usposabljanju. Ja, bomo tudi vam to pojasnili, koliko jih je. Poklicali smo jih v... Ja, bomo to celovito informacijo še dali, koliko je stanje danes. Zdaj bo stotnik predstavil, kako poteka usposabljanje, kako poteka en taki deli rutin za pripadnika, ki je zdaj 3 dni že tukaj, oziroma 3. dan. Pa izvoli. Hvala. Zdaj, na začetku bi rad poudaril, da to v bistvu usposabljanje je v bistvu usmerjeno za izvajanje te stražarske službe. Se pravi, da ne izvajamo nekih posebnih usposabljanj, ki bi bili ne vem kako fej zahtevna. Usposabljanje, kot so že povedali, je 9 dni, dejansko pa bo samega usposabljanja izvedeno 7 dni, se pravi, sobota in nedelja imajo prosto. Do zdaj smo z njimi v bistvu naredili neke administrativne zadeve z nekimi podatki, ki smo še jih potrebovali.
predvsem zato, da nam potem delo lažje teče, da bo tudi po 4. januarju delo lažje steklo. Potem smo jih zdaj zadolžili za neko opremo, dozadolžili, bom rekel, večinoma opreme so imeli, nekaj je bilo uničene in je potrebno bilo zamenjati. Kakor tudi smo jih zadolžili z oborožitvijo, in sicer z oborožitvijo M70 AB2, to je, bom rekel, z bolj znano besedo Kalašnikova puška, ki je vojska uporabljala, bom rekel, v preteklosti. Usposobili smo še iz nekih specifičnih znanj, ki so nujno potrebna, kot je kodeks vojaške etike, hišni red, neke z varstvo pri delu in s podobnimi vsebinami. V nadaljevanju bomo še usposobili v testu z rokovanju z orožjem, saj so se nekatera, bom rekel, navodila v času, ko jih nismo imeli na poklicu, spremenila in jih je potrebno tudi v tem delu dousposobiti, nekateri pa tudi nekaj časa že niso bili vpoklicani niti na tisto dousposabljanje, ki smo ga včasih imeli vsako leto najmanj 3-krat. V prihodnosti še jih bomo tudi usposobili še iz posameznih vsebin jedrsko-kemično-biološke obrambe in pa predvsem z vsebinami, ki so namenjene varovanju pri javni službi in pa tem logistični pomoči, kot bi temu rekel. Izvedli bomo v torek tudi streljanje. To ne bo neko zahtevno streljanje, ampak da jih pripravimo in da se tudi oni privadijo nazaj na, bom rekel, neki del vojaškega življenja. Drugače delovni dan traja od 7:00 do predvidenih 19:00, bom rekel, traja nekje od 10 do 12 ur. Bom rekel, usposabljanje je kar intenzivno, saj je v tem času treba podati kar veliko vsebin. Pripadniki imajo možnost ostajati v vojašnici, se pravi, da lahko prespijo in lahko tudi odidejo domov in se zjutraj ob 7:00 javijo na delovnem mestu. To bi bilo glede usposabljanja. Na začetku sem poudaril, da smo poklicali 301 pripadnika. Iz različnih razlogov se jih je udeležilo zdaj manj, torej jih imamo na usposabljanju trenutno 142. Po celi Sloveniji govorim, ja, to je celoten projekt poklica PPRS. In sicer imamo 130 pripadnikov na formacijski dolžnosti vojaka, 7 podčastnikov in 5 častnikov. Nekateri so v tem času, torej razlika med 300, podali že vlogo za, ali pa zahtevek za prekinitev pogodbe, nekateri iz zdravstvenih razlogov ne morejo priti, imajo različne zdravstvene omejitve, kajti pogodbeni rezervisti so se v času, ko so pogodbeni rezervisti, torej trajne pogodbe 6 let, tudi postarali, tudi njihove zdravstvene sposobnosti so se spremenile, različne omejitve, tako da to se še zdaj ugotavlja v tem času, zakaj posameznik se ni mogel udeležiti, tako da razlogi so različni. Nekateri mladi imajo težave, partnerica ali pa žena dela in morajo biti doma za nego družinskega člana ali čuvati otroke in tako. Različni razlogi so. Ko bomo končali s tem usposabljanjem zdaj, 7-dnevnim usposabljanjem, takrat bo znano končno število vpoklicanih na opravljanje vojaške službe, kajti zdaj ponovno se vračam nazaj, zdaj so bili vpoklicani na 9-dnevno usposabljanje. V tem času bomo vse te postopke za nadaljnje opravljanje vojaške službe v miru izvedli. Dali jim poklice, dali jim sklepe o izbiri in potem bomo videli končni rezultat, kakšen bo 4. januarja. In sicer v tem času se morajo še pogodbeniki s svojimi delodajalci urediti zadeve in polno je takih administrativnih stvari, ki jih morajo urejati. Mi tudi bomo fleksibilni pri tem, tako da, če bo potrebno, bodo tudi kako uro morali oditi si urejati to, ker so prazniki vmes, razumemo, da so prazniki, da je to čas, ki je mogoče ravno sovpada ob takem bolj času, ki nam ne omogoča veliko delovnih dni, ampak razmere
v katere smo prišli, so vedno neugodne, ne, za take opravila in smo se pač odločili, to naredimo decembra. Če bi se odločili kasneje, bi ravno tako bilo, kot je danes. Vsa opravila je potrebno narediti in jaz mislim in prepričani smo, da bomo uspešni pri tem vsem skupaj, da vsaj iz tega naredimo toliko delovnih mest, da bomo v naslednjih mesecih lahko izvedli vse naloge, ki jih Slovenska vojska mora opraviti. Kako bo naprej, je danes težko še napovedati. Naša namera je, da bomo tudi v prihodnje se takšnih poklicev večkrat udeležili, kajti naloge, ki so pred nami, so zahtevne, naloge, ki so pred nami, so številčne, so obširne in če bo dinamika razmer še naprej taka, kot je, bo potrebno še naprej dopolniti Slovensko vojsko, morda še s kakšnim poklicem PPRS-ja, ampak zdaj zaenkrat je to. Kako bo, ali bo to res trajalo dalj časa, jaz mislim, da bomo v prihodnje dali največ poudarka tistim, ki so brezposelni, da jim ponudimo priložnost, kajti to je tudi naš izziv in naša takšna naloga, da poskušamo PPRS-jevcem tudi dati priložnost, da kot brezposelne osebe lahko vsaj 7 mesecev na leto delajo. Ne? Jaz mislim, da je to en prispevek k temu. Slovenska vojska pa potrebuje ustrezno število pripadnikov za upravljanje nalog. Jaz pa mislim, da pa zdaj skoraj vse. Če vas kaj zanima zdaj tukaj, da lahko tu rešimo, sicer bomo še kasneje, če se komu kaj poraja. Ja, izvoli. Koliko pa se jih usposablja tukaj v Mariborski vojašnici? Ja, v Mariborski vojašnici se jih usposablja trenutno 58. Hvala. Ja. Pa kaj na poklicom moraš se odzvati, dolžni? Da. Kakve pogodbe so to? Da. Skladno z zakonom o vojaški dolžnosti mora vojaški obveznik se odzivati na poklice. Ne? Torej, ko je postal PPRS-jevec, ko je podpisal pogodbo, je postal vojaški obveznik. In s tem, ko postane vojaški obveznik, za njega velja zakon o vojaški dolžnosti v tistih segmentih, ki govori o potrebah odzivanja na poklic. Torej, on se je bil zdaj dolžen odzvati na poklic za usposabljanje in se je tudi dolžen odzvati na poklic za upravljanje vojaške službe v miru. To je tudi bilo določeno v 4. členu pogodbe, ki jo je vsak posameznik sklenil s Slovensko vojsko oziroma Ministrstvom za obrambo. Tako da s to možnostjo se je že srečal, sicer administrativno, ne, ob podpisu pogodbe, ki jo podpiše za obdobje 6 let. Pa kaj zdaj tih 150, ki se niso odzvali? Tih 150, ki se niso odzvali, bomo ugotavljali, kot sem dejal, posamične primere. Nekateri med temi 150 so že prekinili pogodbo. Pogodba je pač stvar, ki rečeš sem za ali pa sem proti, ne? Torej morajo prekiniti pogodbo in vrniti nadomestilo za zadnje leto in V primeru kršitve pogodbe gre za enostransko prekinitev pogodbe. Torej, če se ni odzval poklicu, imamo mi kot druga pogodbena stranka pravico in dolžnost enostransko prekiniti pogodbo. V primeru neupravičene odsotnosti. Govorimo v primeru neupravičene. Kako se bo zdaj to, če bo on prinesel ustrezno zdravniško spričevalo, da je postal invalid 3. kategorije, ne more opravljati vojaško službo, da je trenutno ga hrbtenici verjetno mu kak živec ga zaskočil, pa ne more hoditi, da je zbolel, verjetno bodo taki primeri glede na zdravniško spričevalo opravičljivi. Kdo pa ne bo imel opravičenega razloga, se bo pa z njim enostransko prekinila pogodba. Nekateri pa so to storili že sami. Torej so se odločili, da pač iz različnih razlogov, da nič česa, ne morejo se udeležiti poklica in so prekinili pogodbo. Kako se predvideva, da bodo oni zdaj med tem časom, ko bodo potem že upravljali svoje dolžnosti, prihajali kot v službo, ali kak turnus bo imeli, to me zanima, pa kdo bo odgovoril, da vemo, mikrofon. To sicer, ker se mikrofon tu, kar jaz odgovoril, sicer pa kdorkoli to odgovori. Oni imajo enake pravice in dolžnosti kot pripadniki stalne sestave.
prihajajo zjutraj v službo in odhajajo domov, tako kot vsi pripadniki stalne sestave, glede na načrt dela tistega dne, ki bo. Torej, delali bodo lahko, tako kot mi vsi skupaj, od 8 do 12 ur dnevno in mi smo jim dolžni zagotoviti ustrezen počitek po nekem turnusu, če bo. Stražarska služba se opravlja v različnih časovnih intervalih, enake pravice bo imel kot vsi pripadniki stalne sestave. Ne načrtujemo, da bi ti pripadniki pogodbene rezerve ostajali v vojašnici, prespali pri nas, odšli bodo domov, bodo dobili stroške dela, ki jim pripadajo, prevozni stroški, malica, ostalega pa mi tak nimamo. Torej, imajo enake pravice, kot imajo vsi pripadniki stalne sestave. Pa naloge potem tudi. Enake naloge glede na njihovo formacijsko dolžnost. Častniki bodo poveljevali, podčastniki bodo vodili, vojaki pa bodo opravljali formacijske naloge, ki pač izhajajo iz njegove formacijske dolžnosti. Ampak zdaj v teh 140 boste pogodbe sklenili samo s tistimi, ki bodo uspešno opravili usposabljanje? Ne. Uspešno bodo opravili usposabljanje vsi, ker je Stotnik dejal, da gre za dousposabljanje, mi jih ne bomo preverjali, ali so sposobni, kar se tiče strokovne usposobljenosti, kajti so pogodbeni pripadniki, vsi so končali temeljno vojaško strokovno usposabljanje ali odslužili 7-mesečni vojaški rok še prej v Sloveniji po starem sistemu slovenske naborne dolžnosti in vsi imajo temeljna znanja. Naloge, ki jih bodo opravljali, so pa tako osnovne naloge, da jih bomo lahko v teh 7 dneh dousposobili. To ni za usposabljanje, gre samo za osvežitev že vedenega in že znanega, ampak streljanje je taka zgodba, če je ne ponoviš večkrat v leto, rutina gre ven, treba se spoznati s tem. Pa bistveno je to, da se bodo v tem času spoznali z elaborati varovanja, s pravili, hišnimi redi, ki so po vojaku, tako kot je vse v službi. Ko prideš, najprej te popeljejo po hiši, da veš, kje je hodnik levo, kje je desno, potem kje je tvoja miza ali pa stroj, kaj boš delal, podobno bo.